Pozdravljen! Čas je, da se naučimo novo pesmico. Danes se bomo naučili pesmico z naslovom Veverica avtorja Janeza Pitanca. Veverici si zagotovo izvedel že veliko novega v tem tednu, tako kot pri slovenščini, kot pri spoznavanju okolja. Tu pa imaš še nekaj zanimivosti o veverici. Ali katero od teh zanimivosti že poznaš? Naša naloga danes pa je torej, da se naučimo novo pesmico. To bomo storili po sledečih korakih. Najprej pesmici prisluhnem, nato preberi in nauči se besedilo, pesmico ilustriraj po kiticah v zvezek pesmica in dodaj oziroma zapiši pojme solist, zbor in dirigent oziroma zborovodja. V tednu, ki je pred tabo, pesmico večkrat zapoj. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja, ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Veverica, veverica, kaj mi daš, če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Kaj za lešnike bi dala, fantek moj, saj sem sama jih nabrala z vrhan koš nocoj. Saj sem sama jih nabrala z vrhan koš nocoj. Simpatična pesmica, kaj ne? Sedaj se bomo naučili besedilo, da bomo lažje prepevali. Ponavljaj za menoj po metodi odmeva, tako kot to delamo v šoli. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja, ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja, ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Naučimo se drugo kitico. Veverica, veverica, kaj mi daš, kaj mi daš? Veverica, veverica, kaj mi daš, kaj mi daš? Če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Veverica, veverica, kaj mi daš, kaj mi daš? Če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Veverica, veverica, kaj mi daš, kaj mi daš? Če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Naučimo se še tretjo kitico. Kaj za lešnike bi dala, fantek moj, fantek moj? Kaj za lešnike bi dala, fantek moj, fantek moj? Saj sem sama jih nabrala z vrhan koš nocoj. Saj sem sama jih nabrala z vrhan koš nocoj.
Kaj za lešnike bi dala, fantek moj, saj sem sama jih nabrala, zvrhan koš nocoj. Kaj za lešnike bi dala, fantek moj, saj sem sama jih nabrala, zvrhan koš nocoj. Takole. Pregledali smo vse 3 kitice pesmi. Če si besedila še nisi dobro zapomnil, se lahko sprehodiš nazaj po predstavitvi in besedilo večkrat ponoviš. Pesem je sestavljena iz 3 kitic. Iz prve kitice, druge kitice in tretje kitice. Vsaka kitica namreč prinaša svoje sporočilo. Prva kitica nam pripoveduje zgodbo, kako veverica skače in vzpleza na vrh smreke in kako pomahlja z repkom. Kitico, ki pripoveduje zgodbo, bo zapel zbor. Marsikdo od vas poje v zboru pri učiteljici Tatjani in tudi mi v razredu večkrat spojemo kot zbor. Zbor je takrat, kadar poje več pevcev skupaj. V drugi kitici pa deček sprašuje veverico in jo malce se hoče na njen način pošaliti, ko jo sprašuje, kaj mi daš, če ti lešnike prinesem, ki jih rada imaš. Torej, solist, deček, en sam sprašuje veverico in jo nagovarja, če ji lahko ponudi oziroma prinese lešnike. Solist je takrat, kadar nekdo poje sam. V tretji kitici pa veverica temu dečku iz druge kitice odgovarja in ga postavi na trdna tla, in mu reče, kaj za lešnike bi dala, fantek moj, saj sem sama jih nabrala, zvrhan koš nocoj. Torej, veverica v tretji kitici dečku iz druge kitice odgovori. Zbor v prvi kitici torej predstavi zgodbo, da se pesem dogaja v gozdu, da je veverica in da skače po vrhu smreke, potem v nadaljevanju pa se pogovarjata deček in veverica. Kadar torej v pesem poje en sam pevec, takrat pravimo temu pevcu solist, če je to fantek, moški, oziroma solistka, če je to deklica ali ženska. Kadar poje več pevcev skupaj, rečemo, da poje zbor. Da zbor in solist pojeta uglašeno, enakomerno, da začneta na isti čas, da pojeta v enakem tempu, se pravi enako hitro, je potrebno, da ima vsak zbor zborovodjo. Zborovodja je tisti, ki vodi zbor. Tu imate še besedo dirigent, tako dirigent vodi na enak način, kot zborovodja vodi zbor, dirigent lahko vodi recimo orkester. To sta si zelo podobna pojma. Tu imate še prikazanega solista v sliki, zborovodjo v sliki in zbor v sliki. Sedaj si bomo pa pogledali še zapis melodije s pomočjo veveric. Ali se še spomnite, kako smo to počeli v šoli? Rekli smo, da tiste stvari, ki so večje narisane,
takrat z glasom dlje potegnemo. Če so stvari narisane višje, potem tudi mi pojemo višje, če so stvari narisane nižje, pa potem tudi mi z glasom potujemo nižje. Ste za, da zapojemo? Spremljajte, kako bo tale moja lučka skakala oziroma potovala od veverice do veverice. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Ste opazili? Ste bili pozorni, kako je moj glas potoval z višjih tonov na nižje tone? Ne? Veverica, pa se zopet vrnil malo gor, pa šel še nižje, rica, pa še nižje, pa višje, sem dlje potegnila, kajti tale veverica je večja, zato si je ta ton daljši. Verjetno ste tudi opazili, da smo tole vrstico spodnjo dvakrat zapeli in da smo prvič zapeli navzgor, tole zgornjo veverico, drugič pa smo pesem zaključili s spodnjo veverico in smo šli z glasom navzdol. Da moramo to zadnjo vrstico ponoviti, nam ukažeta tale dva znaka. Ja, ki stojita na začetku in na koncu dela, ki ga moramo ponoviti in se mu reče ponavljaj. Pesmico bom še enkrat zapela, ti pa poskusi s prstkom spremljati veverice, tako kot jih jaz spremljam s tole lučko. Ja? Poleg lahko seveda tudi prepevaš. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Ko pa na vrh smreke spleza, z repkom pomahlja. Bravo! Zopet nekaj novega znaš in veš. Tvoja naloga v tem tednu je, da si pesmico večkrat zapoješ. Risbico in zapis v zvezku fotografiraj in pošlji učiteljici. Pesmico pa seveda lahko zapoješ tudi članom tvoje družine, tudi preko telefona ali videoklica. Predvsem pa uživaj v glasbi in jo poslušaj.